se je treba držati strogo recepture, zato vedno rečem takole, v tej moji pogači je malenkost olja dodam, da je taka rahla in tudi drugi dan je še dobra. Ker je pa belokrajska pogača star recept, se nič ne dodaja maščobe. Prej v starih cvetih se je kruh mesil enkrat na teden. Gospodinja je zamesila v mentrgi, naredila je veliko testo, da je lahko spekla peč kruha. In ker so bile velike številčne družine, bom rekla po 15 otrok, niso mogli tega kruha nikakor dočakati, je odtrgala kos tega testa in naredila pogačo, ki je bila hitro pečena. Simbol teh kockic, da se lomi, je bilo toliko, da je bilo glih za vsakega kockica 2. Več ni bilo kruha, ker je bilo treba gledati, da je bilo od enega letine do druge letine. Ne? No in zato je to tako ostalo iz starih cvetov, jaz moram tako rečem, da pol kile bele moke, tip 400 uporabljam, dodamo v jamico kvasec, ja ga kar nadrobim, ker je važna temperatura vode. Ne delam kvasnega nastavka. Za boljše testo, krofe, potice, je pa vse treba kvasni nastavek, ker je tam več maščobe, več jajca, tudi lažje testo vzhaja. Pri pogači pa ne. Tukaj na to dodamo 1 žličko sladkorja, to je hrana za kvasovke. In pa, to je taka mala žličkica, in pa 2 žlički soli, ker pogača mora biti malo bolj slana, ker je pač dobrodošlica in tudi, da se potem še kak kozarček vinčka več spije. Potem pa vzamemo vodo, ki ima temperaturo 27 do 30 stopinj Celzija. To je najboljša temperatura, da se kvasovke začnejo takoj razvijati in da lepo testo vzhaja. Pogača vzhaja samo enkrat, to si morate jako dobro zapomniti, ker če vzhaja večkrat, je pol ne boste dobili v lepo okroglo, ker vam testo vleče nazaj. Ona mora biti lepa okrogla, fi 30. To je prava ta zaščitena pogača. Glejte, koliko vode vpija, zato sem rekla, od 2 do 3 deci, nikoli ni isto. Odvisno je od dneva, od vlage, od polne lune. Polna luna zelo škodi kvašenemu testu, tako da me je vprašal enkrat 40 let, je bil pek, pa je rekel, Mojca, kaj ti vse rata? Se kaj, ja, trudim se, ali je bolje ali je slabše, nikoli ni isto, ne? In je rekel, pazi, ko je polna luna, če ti ne bo kaj, je to krivo, ne? Tako da to je res in to povedam. Tako da, če vam ne bo kada kaj ratalo, poglejte na kolende. Da, jo, meni so enkrat krofi tako zafrkavali nazi, bom rekla, 5-6 let. Do polnoči ni šlo nikamor, po polnoči je bilo pa tako vse, kot da ne znam. Res je imela vpliv ta polna luna, ne? Da. Ali eni potakli so nam vse 4 možički škodijo. Da. Zato ja primerjam kvašeno testo in moške. Ne? Ker treba je tako nežno z njimi, ko z votlih jajcih. Tako, glejte. Tako je. Polna luna in moški, to je isto. Kvašeno težko. Ja, tako je. Evo, lepo zamesimo. Je rekla ena gospa, leta 2009 sem začela s temi predstavitvami. Prej sem samo pekla, dok nisem imela tega prvega prostora. No, samo piškotke pa to, pa sem pa rekla, bi rada še to svoje znanje malo prenesla na svoje mlajše generacije, da bojo znali, kako se kruh zamesi, ne? To je, ja, osnovno živilo za preživetje. No, in pride ena gospa, je bila taka suhcena, mlada še nima toliko izkušenj, ne? Peki v gospodinstvu, joj, lahko ti mesiš, ki imaš tako debele roke, kaj čem ja, se kaj sebi bila rejši, bolj suha, ampak kak bom pa pri kruhu zgledala kot neka kumarica. Moram biti taka prava baba, treba to vsaki dan delati, jaz si s kruhom služim kruh, ne? Ni to danes bi, jutri ne bi, ker pravi, da se ti čreva za tabo vleče, moraš iti. Pa da je ven minus 30 ali pa plus 30, 35, moraš jeti, nimaš kaj. Ker samo 2krat te ni, ljudje se obrnejo, a si ni resna, kaj bom tam, ne? Glejte, in taki, pa včasih tudi ostane, pa se moraš znajdeti, kaj boš s tem, pa bom, pa pol potaljam sodelavcem, pa dam sem, pa tam, pa glejte tak, kaj čez okno podam, čez vrata pa nazaj dobim, vse mi nič ne fali, samo da so vsi zadovoljni in to je to. Ja sem moral reči. A kaj tam vtedy v roke pride zdaj? On si nekaj predstavlja zdaj. Moški imajo vizijo svojo, ne? Je polno sebe, da našlo naravno tam se. Da, tam so špegli. Z družmi smo pa zdaj, ko je bila ta korona, je hčerka probala. Gospa, to je huje, kot da imam 3 male dojenčke. Ne grem se tega. Res ne. A znate, ker da mi je to cele noči ta kruh premetala, vsega itak, ne, ampak
Glejte, to vzhaja, ga dam peče kon tam, pa 7-krat tako, pa prosim vas lepo, reči se može posvetiti. Je rekla ena gospa. Bila sem pri frizeri, to vam moram povedati. Bila sem pri frizeri na Hrvaško, sem hodila 15 let, dokler je se ta korona in potem sem pa nehala, ne. In kaj mislite, ja, tak ena ženska, starejša gospa sedi in mene je frizerka lepo zrihta in potem pa en tudi, ki se poznamo, možakar, pa je rekel, joj Mojca, danes pa ne znam, kaj bo Stanko iz tebe delal, da ne boš tak, ne, si frizure pokvarila. Ja, pa ko izstopa. Znate kaj, bom pa že tak, da bo frizura lepa ostala, ne. In ta ženska to čuje in drugi dan je bil sejem v Metliki in pride k meni v sejem. Joj, gospa Mojca, nekaj vam bom rekla za včeraj, ko sta bila pri frizeri, ne. Pa ja pravim, kaj me bo zdaj napala, ko sem ja rekla, ne, kaj ja znam. Ne to, ko ste rekla, da kako to može, pa vse to boste popoštimala. Vidite, jaz sem bila pa mama, gospodinja, za vse sem bila, samo za v postelj pa nisem bila. Pa je prešel k sosedi, samo čez sosednja, čez hodnik, ne, pa je lepo soseda, mož je štihal, mož od te druge je štihal, ta sosed je pa ta goj, ona je lepo čez okno slonila, on je lepo se odzad sosed priključil, a mož od te gospe je pa štihal. Joj, tako da, dragi, samo zdaj globje ga, dej še globje, tako da. Tako je bilo, znate, je rekla, vidite, to morate, to je super, no in to je vse, kar je, enostavno je, moraš... Un je globoko štihal. Da, un je globoko štihal, un je pa oralo, da. Vse je bilo globoko, Vsako je bilo, tako. To je bila prava resnica. Ne, se misli, da je prišla po navodila. Ne, ona je prišla meni reči, da kak je to lepo, da ona pa tako ni bila, pa je mož pol prešel k sosedi, ne. Ona ni rekla, da je on štihal, samo tako so ljudje govorili, ne. Ona je skušala po tolikih letih, da pač ni prav delala, ne. Da. Tak je, lejte. Ko je testo narejeno, mora biti tako lepo toplo, date pekač, na pekač peki papir in to položite gor. Ko se bo volumen za 10-15 minut povečal, enkrat povečal, je pogača pripravljena za potisniti. To je to, ko sem rekla, da vzhaja tako. Ker je topla voda, toplo testo je in ker, glejte, če bi ona vzhajala več, vam pol testo nazaj vleče in ni lepa okrogla, ne. Da. No, to sem htela še povedati. Jaz sem, ko sem končala gostinsko šolo, bila sem v internatu 4 leta, ampak sem čez vikende hodila, sem delala v gostilni, tako da sem si kar dinar zaslužila, ker sem se zmeraj rada lepo oblekla in sem pol si tako kaj zla, sem se šit, kako bluzico, tak in tak, da sem imela skozi dino, znate, kak je, tudi izpit sem naredila za avto, ko sem bila še v Novem mestu, doma nismo imeli avta in pol sem, ko pride taka devojka sa sela, rečemo v grad, težko, znate, avta nismo doma imeli in pol sem na golfu, ja, to naredila izpit, 18 let sem bila stara 11. marca in pol sem 12. aprila imela, zdaj bo že, se pravi 92 in 30 let. Izpit, ne. No in to je bilo zame, kak je bilo to zame en dosežek v unih cajtih, ne. No in pridem nazaj tukaj v Belo krajino in tukaj v eni gostilni v Metliki, ki je bilo kegljišče, sem bila kelnerca, kuharca, vse, kar je bilo treba in tam sem spoznala svojega moža. Vsako večer je bilo po 15-16 fantov, ki so prišli kegljati, ampak to bi jaz bila taka preprosta kmečka, tak lepo štirkico sem imela, lepo se treslo, ko živetek, ne. Da, tako. Lepo tak se, in tak vse sem znala delati, da ima tiko, kosov, roke, kuhanco, za vse, ne. In onda je to fanti bi radi, Mojca, javite, da nas damo pelo, javite, da ste kaj nič me ne boste vozili damo, zakaj pol boste rekli, meni je dala, meni ni, meni je neč, ne boste vi to tako neč. Ne, bo že pravi, prišel, ki bo počakal, ne. In res, pride en potolan moj mož, visok, blond, tak lepe polti, plave oči, res, nisem ga še nikdar videla v življenju. Nič ne govori se, kaj to je pa ne brž kak švabo, ki ne razume, ne. Poletje je bilo. In nič. On to prejde in pride na... Ja, jaz sem samo oko hitla, nisem pa nič komentirala z njemu, ne. In pride on zvečer, isti dan, lepo zrihtan, plavi srejci, bili pisa, še zdaj lahko vas ne šparam. Tak se, in on mene vpraša, da bi me pelal domov, ne. Nekak pa dobro, ajde pa, me peli, ne. In res on pela, fičo tam je rumenega. Pa ni po nemško vprašal. Ni, in on mene pela.
a boš imela čez vikend sejce, pa bom si vzela, ne? Tako. On je mene 3 meseca vozil na prvem sedeži, ne da se bi me dotaknil. Potem sem pa rekla, znaš kaj, zdaj pa, ali me boš kot kufr prevazal, ali bomo pa kaj počeli, ne? Zdaj me samo tako prevadaš, boš pa Mislim, ne? da je že Je rekel, pa kaj se ti zavupal? Pa je rekel, Sanči, gospod je bil tako zviš. Pa gre, vsi so prešli, on pa tako druga kom čaka, kaj ne boste vprašali? Res se kaj zaporač vašega moža spoznal, joj, ta človek je pa res imel jajca, da vas je vzel za ženo. Ta je pa imel jajca, da se je vzel. Ja, gledaj, nimamo kaj. No, tako da, in bolj takole, to smo 3 meseca ne vozili, no, pol smo še 2 meseca tak, no, pol smo pa, pol smo začeli pa štihati. Konce bila zgotovljena, pa pogača. No, pa smo se poročili 92, 93 se je ščerka rodila, 98 na samo novo leto je bil pa sin, ne, tako da je vse v kompletu. Ko je pretišnjena, če imate čas, lahko pustite par minut, da se bo malenko še žvena. Potisnjena. Ko jo potisnemo, ne, bo okroglo 30. Se bom dala recept. Vedno začnemo na sredini. Odmikamo se 2 mm od roba, da pogača lepo okrogla, da ne zacvete, vidite? Kot sem naredila. Jaz sem te malo manjše naredila, tako da so bolj. Eno na sredini. Vedno potisnemo do dna, ne pa testo prerežemo. Od te glavne črte se odmikamo 3 do 4 cm in nadaljujete do konca. Se pravi, belokranjska pogača ima 7 črt. Eno na sredini in na vsako stran 3. Koliko mora biti pritisnjena, koliko je to pol centimetra? Čist dol, do dol, ne pa prerezati. Boste videli, kako je pečeno, da je tudi od spodaj ta mreža. Ne? Lepo obrnemo s pekačem vred, ko sem rekla, dodate na pekač, in pa ponovite postopek. Zopet na sredini in na vsako stran 3. Poglejte, kako lepo, kot buferčki so že kockice vzhajajo. Vidite? Takole. Evo, čist enostavno in hitro. Vsaka gospodinja mora imeti pogačo v 45 minutah zamešano in pečeno. Zmanjka vam kruha, pričakujete goste, 1, 2, 3. Lepo z raztepenim jajčkom namažemo. Lepo. Zelo pošprcano. Ki je groznem pošprcano. Jaz sem to tako mazala, to je škicalo na vse strani. Kaj je bilo to? To je bilo tako kot v filmu. Ne bi, da si režiral, ne bi tako zrežiral. Ko je to pomazano, posujemo za grobo morsko soljo, ker je to tako, da je potem slano, fino, pa še zelo. In pa kumino. Prej starih cvetih ni bilo drugega, to so na polju nabrali, kumina je tudi zdravilna, če se toplo kruh je, da vas potem ne napenja v želodcu. In je tako res lepo se poda. Čeprav kumine vsi ne marajo, ja dam pač pol ta trojček, to je moja mojcina pogača, hišna pogača, kjer je pol za vse okuse. Tudi če kdo ne sami je, pač si otrga to. No, in ker je kumina okroglo zrno, rado odpade, je potrebno potem samo malo takole s penzlom, s čopičem, kaj pač imate, lepo narahlo namažete, ta je prav tak slaščičarski, ta je že nekaj jih namazal, ker vsak ni dober, so trdi in pol se poškoduje zgornje. Da, pa tudi to je, da, mora biti res tako pravo, pa tudi njega predstroju. Imam tu kako vprašanje? Jaz imam silikonski čopič, se to tudi Tudi v redu. pa tam imaš stran ne leti. Da, je. Jaz imam v bistvu rajška to. Da, zdaj, ker ja rabim večje, ker imam te velike površine, pa tudi, jaz sem z malim ne morem doseči tega, tudi hitrost mora biti zjutraj, ko delam. Valerja nič ne uporabljate, samo z rokami, Da, ne? z valerjem bi jo vi na sredi pritisnili. Tukaj je pa glih obratno. Ona mora biti na začetku bolj tenka, na sredi pa malenkost debelejše testo. Ko je pečena, vidite, da je 3 do 4 cm, dol pa centimeter. Jaz sem malo manjša naredila zaradi samega, tudi da si lažje otrgate in tako da lažje potem si dosežete. Predhodno segrejete pečico na 220 stopinj Celzija in pečete 20-25 minut.
Če imate ventilacijsko, lahko na sredi, če lahko tudi 2 ob eni, potem mešite kilo moke, pa lepo na pol razdelite, ker iz pol kile moka je 80 dek testa in to je ravno za eno pogačo. Ne sme biti več moke, ker pol to je že kruh, ni pogača. Ste rekli 220 stopinj. Tako. Koliko minut? 20 do 25 minut. V krušni peči bo prej pečena, tega, ker je to bolj vroče in tak. Ja bom dala skupaj z loparjem in s peki papirjem v peč. Ko pa pogača dobi barvo in obliko, pa dam papir stran, da je predvid pripela. Ker glejte, to je z jajčkom namazano in koliko bi jo dala dol, bi se mi deformirala, ne bi bila lepa okrogla. Zato tudi to zaščita dovoljuje, da se lahko tako naredi. Tako, gledajte, kak je lepo. Pa nič ne zgodi. Ne, bom tak dela. Tako je malo potegnila še. Ja, takole. In tukaj damo tako pri kraju, ki je gorelo. In to bo za par minut, bo ona že pripravljena, da bom lahko dala papir stran. Ker tudi ta peč ni bila kar nekaj časa kurjena. Sam kako v pečici pečeš, pa ne daš peki papirja stran. Ne, to pustite. Lahko jo pa tudi, če imate radi svinjsko mast namažete. Ne maramo. Ali pa olja date malo, odvisno kaj imate radi. Tako da, komod na papirju. Ker gledajte, to je zdaj tudi, vse se spreminja. Vsi imajo rajši, da ni masno, da je bolj pusto. Prej so ženske svinjsko mast namazali in noter so tudi davale kruh svinjsko mast, ker ni bilo masla, ni bilo tega. Kako je to sodi? Glede ga lepa. Ivan, pogača v peki. Pogača, da je na bom pečena, više? Lahko za moj čist gotov. Pogača, da ga poslikate. Speklate, Ivan, speklate. Gledajte, kaj je krasno. A ja slikam glavo. Da bi jo angelčki jeli, če bi zoboke imeli, ne? Če bi rikli ali Pogačo mora slikati, ne moj to pravi. A ti, ma lepa je. Pa gledajte to, kaj je krasno. Od spodaj izločite, gospa, vidite? Ste rekli za pritisne. Če bi pa prerezali, so po polukence, pa ni dobro, ne? Gledajte, kaj je krasno. Res, to je en poseben okus, ker je na drva pečeno, da je to pravi starinski okus. A vi delate, ste pravili, z naravnim kvasom ali s To je da, hvala, ne suhi nič. Ne. Vse naravno. Gospa, pri meni je vse naravno, kar vidite. To vidimo.